Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica je v sredo v projekcijski dvorani Bistriškega gradu pripravilo okroglo mizo na temo pričakovanja veteranov v 30 letih samostojnosti. Gosta okrogle mize, ki jo je vodila Natalija Sinkovič, sta bila predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica Miran Krušič. Ladislav Lipič je komentiral tudi aktualni odnos politikov do veteranov in veteranskih organizacij. Zdaj smo pri Sašu Hribarju. Ja. Nekdo vedno poskrbi, da nam ni dolg čas, ampak to je recimo so stvari, ki ne bi bile potrebne, da se zgodijo na tak način, pa se vedno zgodijo. Zgodijo se pa zato, ker stalno nekdo spodbuja, da se naj zgodijo. In to je seveda narobe. Enkrat eni, drugič drugi. Jaz trdim, da leva politična opcija nas nima rada, desna nas pa sovraži. Tako da smo tu v enem takem lepem mlinu, kjer se moramo zelo previdno izražati, namesto da bi se velikokrat veselili skupaj in pa si organizirali življenje tako, da bi nam bilo lepo. Tisti, kateri smo sodelovali v spopadih z enotami Jugoslovanske ljudske armade, smo to doživeli kot vojno in za nas je to bila vojna. In tu dileme v naši organizaciji nimamo. In enako je stališče tudi kolegov v organizaciji Sever. Tako da to stališče sem tudi ponovil v včerajšnji oddaji in seveda tu za nas ni nobene dileme. To, da je na javnem zavodu, javni televiziji, javnem radiju potrebno izbirati besede, pa se ve, to ni potrebno, se nismo otroci. To ni potrebno ponavljati, ampak tudi drugi so izražali mogoče še hujše vsebinsko neprimerne besede, pa ni bilo nobenega cirkusa. Zdaj, ko je to bilo izraženo na tak način, je pa seveda nastal politični problem. In ob tem se začnejo obtožbe za dezerterji, kar se do sedaj še ni zgodilo. Poslušali smo izdajo, veleizdajo, razorožitev, samorazorožitev, ni bilo še uporabljena beseda dezerterstvo. No, zdaj smo tudi to slišali. Tako da jaz upam, da se bosta ta dva uspela dogovoriti in da bo Hribar, ki je naš član, uspel dokazati, da ni bil dezerter. Jaz verjamem tudi poveljniku pokrajine, ki je to izjavil, čeprav ni bil Hribar neposredno njemu podrejen, ampak se takšne in obtožbe in pa obramba tega verjetno izrečejo premišljeno in z neko modrostjo, ne pa z neko ihto. In seveda potem nas ponovno preseneti predlog o postavitvi spomenika. Kar je, da smo si iskreni, seveda, absolutno smo za to, da se tudi na državni ravni v glavnem mestu Slovenije, kjer so se odvijali pomembni dogodki in politični in vojaški, en tak spomenik seveda tudi postavi. Jaz sem prej govoril o spomenikih po celi Sloveniji in če je ena organizacija z svojim prostovoljnim delom in z svojimi sredstvi uspela to postavljati, pa lepo urediti, potem bi tudi ta država po 30 letih to morala narediti. Tako da je naš pogoj seveda ta, ne pogoj, saj nimamo pravice postavljati pogojev, ampak pričakovanje. Pričakovanje je to, da bomo vojni veterani vključeni v pripravo enega takega projekta že od vsega začetka. Ali se nam bo ta želja, zahteva ali kakorkoli uresničila, bomo to seveda videli. Tako da je sedaj to priložnost in tisto, kar jaz vidim kot priložnost, ki bi jo ta država morala izkoristiti, je pa to, da bi naj ta spomenik končno
prispeval k tej ponovni združitvi ali pa, če hočete, poenotenju tega naroda v pogledu na svojo zgodovino. To bi morali vsi izkoristiti in se odreči prepirom, ki so se nažalost že začeli s tem, da si sedaj pripisujejo, kdo je prvi to idejo prinesel. Mi smo kot otroški vrtec, kjer se prepiramo o takih zadevah, kot da bi bilo kaj pomembno in najbolj pomembno, da sem jaz bil tisti, ki je nekaj naredil. Tudi v Slovenjebistriškem območnem združenju po besedah Mirana Krušiča odločno podpirajo stališče predsedstva Veteranske zveze. Ja, tudi na območju Bistrice mislim, da smo enotnega mnenja. Pri nas imamo tudi različne poglede na politiko, ampak v naši organizaciji mislim, da s tem nimamo težav, vse pohecamo, ampak da bi pa bilo kakšen razdor ali bilo kaj, pa ni. Politike pri nas ni, rečemo. Politiko pustite pred Brinjom, na Brinju se pa pogovarjamo o veteranstvu, kako lahko komu kaj pomagamo, kaj lahko ki postavimo kako obeležje, ker mi vemo, da smo kompletno orožje in pa municijo izvzeli iz vojašnice in odpeljali na tajna skladišča. Tako da v Bistrici smo bili kar aktivni, kar se tega tiče pri osamosvojitvi, po osamosvojitvi pa glih tak, vsi predsedniki, ki so bili pred mano, so bili zelo aktivni, da se v Bistrici nekaj naredi, tako da smo lahko ponosni, da imamo en center veteranski, ki se združujejo vse veteranske organizacije in pa seveda tudi iz pokrajine in celo iz Slovenije prihajajo. Tako da veterani imajo kaj za pokazati, je pa res, da je precej stvari še nedorečenih, katere tudi rešujemo. Največji vrzel se je pojavil zdaj ob 30. obletnici, ko smo podeljevali te priznanja, ker ljudje nimajo urejenih statusov, niso bili v evidenci in tako dalje, tako da tu je bilo kar nekaj hude krvi, ampak tudi tu smo za lepo besedo rešili stvari in jih rešujemo. Tako da mi na veterane gledamo kar dobro, jaz mislim. Res je, da vse ne moramo napraviti, tako je predsednik povedal, so precej stvari tudi pogojevane z denarjem, s tem pa da moram reči, da v Bistrici je posluh od strani politike, da nam pomaga, tako da jaz mislim, da na Brinju še bo kar nekaj stvari šlo naprej, čeprav ta birokracija je malo nas omejuje določenih stvari, ker jaz ne morem razumeti, da imamo za 500 ljudi status, vemo, kdo ga ima, za ostale ne smemo vedeti, to me ne moti, ker takrat, ko smo šli v osamosvojitev, noben ga ni vprašal, katere politične opcije je, ki je, pa kak je, ampak samo, da je bil sposobni in voljen pomagati pri osamosvojitvi. In to bi se mogli vsi zavedati in tudi tisti, ki so na teh položajih, prenesti tudi naprej, ne samo, ko ti priješ do njega, pa prosiš za neko stvar, te obravnava kot, ne vem, ampak njegova naloga je bila isto, tako je moja, da pomagam veteranu, da si rešuje svoje probleme, tako bi mogel tisti, ko to na tistem delovnem mestu je, pomagati nam in s tem bi bilo dosti manj težav. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da upamo, da bomo to rešili. Kaj se pa našega centra tiče, imamo velike želje, da ga dobimo tudi v trajno last. To bomo sigurno z vsemi organizacijami veteranskimi probali to urediti in na tem delamo. Žal vojska, mislim, da nam bo tu pomagala, to smo dobili tudi od strani poveljnika, kar pohvalo in tudi spodbudo, da nam bo pri tem pomagal. Je pa res, da to so birokratske stvari, ki jih je treba rešiti, je pa veliki zalogaj, tako da jaz mislim, da bomo na tem uspeli.